Kiparska razstava različnosti v Mestni galeriji Ljubljana nadaljuje predstavitev slovenskih kipark in kiparjev in je pravzaprav peta razstava po vrsti. Pred njo so bile 4, ki so z določenim konceptom predstavile 35 avtorjev. No, s to razstavo skupaj je avtorjev že čez 40. Sodobno slovensko kiparstvo pravzaprav izkazuje svojo moč, estetsko vrednost, kvaliteto in vsaj po mojem mnenju lahko upravičeno trdimo, da je slovensko kiparstvo živo, v dobri kondiciji in ima lahko veliko za izpovedati in seveda pokazati. Če pogledamo na tej razstavi, lahko vidimo nekaj posebnosti. To je gotovo različnost materiala. Sodobno kiparstvo pomeni dogodek, je pravzaprav postavitev del v prostor, v prostoru se ta dela razširijo, lahko se zožijo. Kot dogodek pomeni en tak vpogled v dogajanje vsakega avtorja posebej in zanimivo je, da ko povabiš avtorico ali avtorja na tako razstavo skupinsko, se neverjetno dobro in močno potrudijo. Na razstavi različnosti torej lahko vidimo uporabo različnih materialov. Namreč sodobno kiparstvo lahko uporabi skorajda katerikoli material za svoj artefakt. To se dokazuje tudi v kiparstvu širše, v svetovnem merilu. Tako da na tej razstavi lahko vidimo uporabo materialov, kot so pena, kovina, kamen, glina, uporabo sodobnih računalniških tehnologij, 3D tehnologij, kot so tudi 3D printi, in pa tudi zvočne skulpture oziroma zvočno inštalacijo, ki je že v vstopu v razstavo postavljena na stopnišču. Ena od značilnosti te razstave pa je tudi generacijska različnost. Namreč mene kot kustosa je zanimalo tudi to, da povabim avtorje različnih generacij, da vidim, če mora biti kakšna razlika v razumevanju skulpture, v razumevanju oblikovanja prostora in postavitve skulpture v prostor. Že prej sem omenil, da je skulptura pravzaprav dogodek in ta dogodek se začuti in doživi že takoj pri vstopu v galerijo. Namreč na stopnišču predstavlja svojo zvočno inštalacijo, zvočne skulpture, zvočne kipe Boštjan Perovšek, ki pomeni na nek način vezni člen te razstave in vseh avtorjev skupaj. Namreč njegova glasba je sestavljena, je komponirana z zvoki, šumi, melodijami, ki so jih vsak posamezen avtor, ki sodeluje na tej razstavi, na svojih materialih izvajali. In to v tej mikroravni, v tem zelo občutljivem tonskem, skozi občutljiv tonski sistem je potem avtor združil, skomponiral novo skladbo, dodal tudi svoje inštrumente, svojo glasbeno energijo, tako da je to skladba, ki traja 30 minut in pomeni nek vstop v samo postavitev. V prvem prostoru se predstavlja za rumeno, zelo veliko, kompleksno inštalacijo, kiparsko postavitvijo Borut Korošec. Pena je njegov material in pa žica. Nekako se spogleduje za zgodovino, z asociacijami na preteklost, z pogledi na sedanjost. Združuje na eni strani geometrijo in pa seveda tudi materialno asociacijo, kot je na primer sarkofag. V naslednjem prostoru je Zoran Srdić Janežič, ki se z obsežno, tudi dlje trajajočo prostorsko kompozicijo predstavlja. Namreč združuje 3D tehnologijo in nekako povezuje možnosti, ki se bodo ponudile in se ponujajo skozi umetno inteligenco ali pa sodobno računalniško tehnologijo in pa naravo samo. Namreč na razstavi je povečan paličnjak, originalen vietnamski paličnjak ali paličnjaki pa so v akvariju. V naslednjem prostoru je Kristina Rutar. Njen material je glina. Predstavlja se tako v prvem nadstropju, pa tudi v pritličju. Za razliko od konstrukcije, ona dekonstruira glino in jo nekako poskuša pokazati in pa izpostaviti na nek drug način, kot je tradicionalen oziroma način, ki ga pričakujemo. V naslednjem prostoru se v žici, v materialu, ki se ga da praktično kupiti v vsaki trgovini, predstavlja za figurami, za celo serijo figur, predstavlja Teja Curk-Sorta. Gre za vstop v prostor, ki deluje v sami postavitvi kot neke vrste paleolitska jama.
z več desetinami ženskih figur, predvsem ženskih figur, ki lebdijo v prostoru, ki so postavljene na stenah, lahko doživimo nek odnos, neko razmerje, hkrati pa komuniciramo kot opazovalec, gledalec v mimohodu. Opazujejo nas tudi dve sedeči figuri, ženski figuri, ki so hkrati opazovalki in opazovani figuri v tem seveda ogledu razstave. V zadnjem prostoru se predstavlja Tejka Pezdir z dosti zelo konstruktivistično konstrukcijo. V daljavi deluje kot neke vrste tempelj. V kovinsko konstrukcijo je umestila v marmorju oblikovano figuro, figuralno formo, ki prinaša neko asociacijo, lahko na neko hibridno bitje, hkrati pa mogoče na nekega črva, ki je pravkar sletel kožo. Mogoče je zanimiv to razmerje ali pa občutek ali pa pogled. Kamen kot hladen material želi neko taktilnost, s tem gubanjem, ki ga je vanj uspelo vklesati, dobi neko živost in tudi z barvno intervencijo neko živahnost, oživitev določene forme. Tako da je sama postavitev skorajda ritualno oblikovana in nekje zaključuje prvi prostor postavitve v Mestni galeriji. V zgornjem prostoru se predstavlja Natalija Črnčec z zelo kompleksno, obsežno kompozicijo. Namreč združuje v temini prostora, združuje objekte, ki so osvetljeni, tako da lebdijo, visijo in nas popeljejo v nek bolj čustveni, intimni, lirični, tudi kontemplativni občutek, kar je tudi namen te razstave, se pravi, da se umetnost doživi v svoji estetski moči in hkrati v svoji čarobnosti ali pa presenetljivosti, ki naj bi jo sodobna umetnost ponujala gledalcu. V zadnjem prostoru pa je Marko Kovačič z svojo postavitvijo. To je tudi skulptura njegovega avtoportreta, mogoče rahlo neokubistična, hkrati pa kompleksnejša struktura, kompozicija, artefakt, ki združuje na eni strani uporabni predmet, to je sesalnik, na drugi strani pa vpogled v zgodovino človeka, razvoj človeka, ki je, tako kot tudi on vidi in ki je dejansko tudi realen, vedno prežet z vojnami, z kugo, z boleznijo, a hkrati poln nekih umetniških artefaktov, ki vstopajo v naša življenja in nas na nek način razveseljujejo, presenečajo, a hkrati vedno znova, kar je nažalost značilno za Homo sapiensa, poškodujejo skozi vojne, trpljenje, kugo, lakoto in smrt, kar je tudi ena od značilnih ali pa zelo znanih grafik Alberta Dürerja, ki je tudi v tej njegovi kompoziciji umeščen. Razstava tako na ta način nekako pokaže, kje je sodobno slovensko kiparstvo danes, kje se nahajajo avtorske poetike, kako določeni avtorji, ki so izbrani na tej razstavi, razumejo sodobno skulpturo, razumejo kot odprt prostor, kot nek dogodek, postavljen v galerijo, in hkrati kot neko doživetje, ki naj preseneti gledalca in mu pokaže, kaj vse je lahko material za sodobni artefakt in kje vse sežejo avtorske energije v slovenskem kiparstvu. Po mojem mnenju so te energije zelo močne, primerljive z svetom, z Evropo in mislim, da imamo res velik umetniški potencial na različnih področjih, v tem primeru na kiparstvu, in to dokazuje tudi ta razstava.